Sama sem odraščala v romskem naselju Vanča vas Borejci. Odraščanje v romskem naselju meni osebno prineslo veliko dobrega. Ne samo, da sem odraščala v večjezičnem in večkulturnem domačem okolju, ampak na neki način sem dejansko hkrati spoznavala tudi druge kulture, druge jezike in sama sem v bistvu mnenja, da če želiš živeti v takem okolju oziroma si na neki način rojen v takšno okolje, da to prinaša samo pozitivne vidike. Izobrazba pri meni v bistvu bila že od nekdaj na prvem mestu. Še danes sem v bistvu hvaležna, da so me vključili v organizirano predšolsko vzgojo. V vrtec sem bila vključena s 4 leti, kar dejansko pomeni, da sem se v bistvu naučila slovenskega jezika, hkrati sem se pa tudi socializirala v vzgojno-izobraževalni instituciji, kar mi dejansko je predstavljalo neko dobro predispozicijo za vstop v 1. razred osnovne šole, ker takrat v bistvu nisem imela težav z znanjem slovenskega jezika, nisem imela težav s tem, da ne bi znala oziroma zmogla vzpostaviti nekih odnosov s svojimi sošolci, z učitelji, s prijatelji. Vseeno, če vrtec pač ni obvezna vzgojno-izobraževalna institucija, predstavlja pa res zelo dobro podlago, da si lahko kasneje v življenju uspešen. Po gimnaziji sem se pa odločila za študij germanistike. Postala sem profesorica nemškega jezika s književnostjo. Mene so od nekdaj pač zanimali jeziki. Prejle sem izpostavila, da sem odraščala v večjezičnem in večkulturnem okolju in mislim, da je to tudi razlog, zakaj so me v bistvu jeziki tako zelo pritegnili. Rada bi izpostavila en primer, ko sem bila še v bistvu mlajša in sem šele začela graditi to svojo kariero. V romskem naselju, kjer sem odraščala, sem imela eno sosedo, v bistvu eno majhno sosedo, ki me je v bistvu spremljala že od malega. In spomnim se delavnice, ko smo v bistvu na en kos papirja razmišljali in zapisali, zakaj imamo nekoga radi. In ta deklica je v bistvu izbrala mene in mi je na papirček napisala, meni osebno v bistvu v neprofesionalnih krogih pravijo Sisi, to je pač moj vzdevek. In mi je na kos papirja napisala, Sisi, rada te imam, ker imaš lepe delavnice in ker lahko gremo se s tabo v bistvu kopat. Najrajši te pa imam zaradi tega, ker si nekoč želim postati taka pametna ženska, kot si ti, in bi bila zelo vesela, če bi bila moja mama. To je v bistvu nekaj, kar je mene, iskreno povedano, res zelo zadelo v pozitivnem smislu, ker sem se v bistvu šele takrat začela zavedati, kaj lahko ti s svojim zgledom, s tem, da si v bistvu izobražen, da delaš na svoji karieri, da osebnostno in tudi poslovno rasteš, koliko dejansko to lahko pomeni nekomu drugemu, brez da bi se ti tega tudi zavedal. Že s tem, ko sem in na kakšen način delujem, lahko dejansko otrokom predstavljaš nek pozitiven zgled, po katerem se lahko ravnajo. Drugače sem pa trenutno zaposlena na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v okviru projekta Skupaj za znanje, kjer je v bistvu moja poglavitna naloga ta, da mentoriram ljudi, naše zaposlene, za delo v večnamenskih centrih v romskih naseljih. Delam pa tudi z otroki v okviru obšolskih dejavnosti. Tekom večletnih izkušenj na področju izobraževanja Romov sem v bistvu prišla do zaključka, da veliko strokovnih delavcev, ki v bistvu delajo z romskimi otroki, da se v bistvu soočajo
z nekaterimi pomanjkljivimi znanji in veščinami, predvsem na področju zagotavljanja socialne pravičnosti. Jaz vedno pravim, da mora biti to v bistvu oseba, ki na nek način na eni strani zagotavlja avtoriteto, da predstavlja neke vrste avtoriteto, po drugi strani pa mora v bistvu ta oseba biti dostopna in svoje delo v bistvu opravljati z dušo in srcem. In takrat, ko združimo kombinacijo obojega, lahko v bistvu v praksi zaznamo res učinkovite rezultate. Specifika našega projekta Skupaj za znanje je pa ravno ta celostni pristop. Mi pokrivamo v bistvu 4 ključne stebre. To so romski pomočniki, ki predstavljajo neke vrste vez med romskimi družinami in vzgojno-izobraževalnimi institucijami. Potem so tukaj večnamenski centri, to so v bistvu centri, ki so stacionirani v romskih naseljih in v katerih v bistvu izvajamo izobraževalne, predvsem izobraževalne aktivnosti. Potem so obšolske dejavnosti, v okviru katerih v bistvu otroke in družine navajamo v bistvu na kvalitetno preživljanje prostega časa in tudi v bistvu na spoznavanje širšega lokalnega okolja. Potem je pa še 4. steber, to je pa predšolska vzgoja in v okviru v bistvu te iniciative poskušamo motivirati čim več romskih družin, da naj otroci redno pač obiskujejo vrtec. Zaposlovanje Romov poleg izobraževanja seveda ena od težavnejših, bom temu rekla, področij, s katerim v bistvu prihajamo v stik. Še vedno verjamem, da je izobrazba ključ do uspeha in v bistvu tudi, če imaš izobrazbo, se bo v bistvu našel delodajalec, ki bo spoznal pač v bistvu tvoje kvalitete in te bo zaposlil ne glede na to, kdo si in kaj si. Sama sem po duši jezikoslovka, zato me v bistvu še vedno zanima predvsem raziskovanje romskega jezika, ker ta jezik na slovenskem območju še ni tako zelo raziskan in zame v bistvu pomeni kar velik izziv. Pred leti sem sicer vpisala doktorat na to temo, raziskovanja romskega jezika. Če bi se še enkrat morala odločati, kaj bi v bistvu v življenju počela, ne pravim, da tega ne bi počela, ker to svoje delo jemljem kot neko poslanstvo, ampak na določenih točkah v življenju v bistvu doživiš neke take izkušnje, za katere se ti v bistvu zdi, da če bi bil še enkrat postavljen pred ta izziv, kaj početi v življenju, bi mogoče izbral ravno tistega. Glede na to, da sem si v bistvu zaželela nekih novih izzivov, sem pred 2 letoma odprla svoj popoldanski espe in tukaj dejansko na nek način poskušam, bom temu rekla, izpopolnjevati svoje predavateljske sposobnosti, izvajam v bistvu usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Potem sem pred nekaj leti v bistvu sprejela izziv vodenja rubrike romskega jezika za oddajo Soba Keres oziroma Kaj govoriš. Tisto pa kar dejansko, po čemer še pa v bistvu najbolj hrepenim, je pa v bistvu malo bolj osebne narave, je pa predvsem to, da najdem neko ravnotežje med osebnim in poslovnim svetom. Mislim, da so se Romi tekom 20-30 let v bistvu zelo razvili. Če pogledamo recimo samo infrastrukturo, se pravi naselja, v katerih prebivajo, ne rečem, da to velja za čisto vse, ampak
Marsikatero naselje je v bistvu dosti bolje urejeno kot recimo pred 30-40 leti. Tako da v bistvu z tega področja se mi zdi, da so romska naselja res v bistvu napredovala. Vidim, da se v bistvu čedalje več Romov tudi v bistvu zaposluje, se pravi, prepoznavajo v bistvu zaposlitev kot neko prioriteto, ki ti v bistvu ne zagotavlja samo plačo, ampak tudi na nek način kvalitetno življenje. Kar se tiče izobraževanja, mislim, da ko sem jaz še bila v procesu izobraževanja, da nismo imeli, bom temu rekla, toliko vrste pomoči, kot so jo v bistvu deležni današnji romski otroci. Poleg tega, da se lahko poslužujejo raznoraznih učnih pomoči v šoli, obstajajo tudi večnamenski centri, obstajajo tudi programi, ki so izvajani s strani centrov za socialno delo, raznorazni projekti, ki dejansko omogočajo, da bi lahko romski otroci v bistvu uspeli. Če človeka v bistvu najprej spoznaš, če mu daš priložnost, pa šele takrat sodiš, mogoče lahko tudi spremeniš mnenje o posameznem Romu. Sag ik te sal Rom, tukaj še uspehinja.